V sodelovanju Društva za avtizem Dan Trbovlje in Zasavske ljudske univerze vas pozdravljam v sklopu brezplačnih predavanj, ki se začenjajo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Tema tokratnega predavanja ima naslov Različni pristopi pri zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni in avtizma, premikamo meje mogočega. Predavali bodo Zoran Drnovšek, raziskovalec in inovator, magistrica Vesna Barovič, doktorica medicine, Špela Falatov, ustanoviteljica Centra za avtizem Mati otroka z avtizmom in Katja Šergan Božič, ustanoviteljica Društva za avtizem Dan Mati otroka z avtizmom. Preden Zoran Drnovšek začne s predavanjem, še nekaj besed o njem in njegovem delu, ki mi jih je posredoval. Je inovator in izumitelj že vsaj od svojega 12. leta, ko je našel eno najboljših znanih rešitev Arhimedove uganke kvadratura kroga. Leta 2013 je razvil posebno steljo ali nastiljo za živali poimenovanega VINS, ki je nevtralizirala neprijetne vonje do leta in pol. Ob testiranju VINS-a bi naletel na nepojasnjene zdravilne učinke dodatkov na stilju, ki so pozdravile piščance z boleznijo, podobno raku pri ljudeh. Tu se je rodil Rens. Po začetnih uspehih pri raku se je leta 2016 srečal z mano in s Katjo ter ugotovil izjemno moč razstrupljanja avtistov s temi formulami, kar je povzročilo velik skok uspešnih okrevanj v avtizmu. Rens se še razvija, nove formule so bolj ciljno naravnane. Zoran, zdaj pa kar tebi predajam besedo. Najlepša hvala. Začel bi seveda z najavo te serije predavanj, ker tokrat ljudje so bolj navajeni, da jaz sam predavam, da tokrat ne bom sam predaval. Govoril bom o dveh protokolih, ki sta kompatibilna. Predstavil bom svoj protokol, RENS za razstrupljanje, in predstavil bom biomedicinski protokol DAN, MAPS oziroma TACA. Te protokoli so si namreč zelo podobni v biomedicinskem smislu, tako da se vidi, kaj dejansko je potrebno delati vzporedno, da dosežemo te prave rezultate. Namreč protokol RENS sam po sebi je sicer učinkovit, vendar pri težjih oblikah avtizma enostavno ne zadošča. Oziroma bi bila stopnja okrevanja bistveno nižja, če bi delali samo njega, ne pa v celoti še biomedicinskega zraven. Torej, kot se vidi gor iz samega prvega slajda, kdo bo nastopil, zdaj to zadeva malenkost povečano, se vidi, kaj bo dejansko kdo povedal. Torej, jaz pač govorim o, kot sem rekel, protokolu RENS o biomedicinskih protokolih. Te slednje bi sicer morala zdravnica, ki z nami sodeluje, predstaviti, vendar ima dva hendikepa. Prvi je to, da ne govori slovensko, in drugi je to, da je trenutno v Avstraliji. Da je malo predaleč. Zato, da se vidi, da dejansko obstaja več vrst razstrupljanja, bo drugo temo obdelala magistra Vesna Barovič, doktor medicine in specialistka za kelacijsko medicino. Gre tukaj za agresivne vrste in najhitrejše vrste, bom rekel, razstrupljanja mehkih tkiv, ki pa morajo zaradi svoje agresivnosti seveda biti izvajane pod medicinskim nadzorom. Več bo povedala sama, torej jaz ne grem več v detajle. Tretjo tematiko, tokrat priključujemo to, kar spada nekje pod neke vrste specialno pedagogiko, gospa Špela Falatov, ustanovitelj Centra za avtizem. In sicer gre tukaj za predstavitev dveh metod, neurogibanje, metoda za, bom rekel, pomoč pri razvijanju fine in grobe motorike in pa VML metoda za razvijanje govora. Torej, te stvari so, mislim, da je malo certifikatov v okolici, so pa drugače izraelskega izvora in so tudi preverjene terapevtsko, torej imajo dobre rezultate. Zadnja bo govorila Katja Šergan Božič, ustanoviteljica Društva Dan za avtizem. Mati otroka, ki je avtist samo zaradi razvojnega zaostanka, biomedicinsko pa najbrž več ne. Tako da
To je bil eno od tistih okrevanj, ki smo ga že naredili pred leti. In seveda je bilo eno prvih, ni pa sigurno zadnje. No, zdaj bi šel pa na svojo tematiko. Torej, želel bi omeniti sledeč, pojasniti naslov. Protokol RENS je v osnovi razstrupljevalni protokol. Biomedicinski protokoli so spremni protokoli, ki pomagajo vzdrževati ravnoteže v telesu, vitaminsko, mineralno in ostalo. Torej, največkrat naslavljajo prebavila, prebavni trakt, lahko pa tudi druge dele telesa, torej ni izključno samo to. Nevrodegenerativne bolezni so vse bolezni, ki vplivajo na naš živčni sistem. Zdaj najbolj poznane so seveda avtizem, Alzheimer mladih, kot tudi pravijo, torej Alzheimer je pač druga, Parkinson, demenca, multipla skleroza in potem je še kup drugih bolezni, ki povzročajo pač invalidnost dostopne, da ljudje končajo v vozičkih ali pa v posebni negi. Tako da to je ta skupina bolezni je zelo široka, vendar imajo skupno točko. Vsi vplivajo tako ali drugače na živčni sistem negativno, torej rušijo ravnotežje. In nekje mi smo si zadali za nalogo, lahko rečem vsi, ki smo tukaj, da to ravnotežje poskušamo nazaj vrniti. Torej, jasno, ker je dostikrat govora o varnosti in nevarnosti, je na desni strani objavljen tudi certifikat varnosti, torej laboratorijski uradni certifikat preverjanja RENS-a, formule. Sicer ne vseh formul, vendar ene od njih. Je pa tako, da so si formule toliko sorodne, da je seveda zadeva precej podobna tudi za ostale. RENS v principu deluje torej s 3 točkami, forsirana oksigenacija, kar marsikoga spomni na hiperbarično komoro in seveda ima prav. Hiperbarična komora v tem delu deluje podobno, samo na malce drugačen način. Potem alkalizacija in pa purifikacija, čiščenje. Torej, v bistvu forsirana oksigenacija prisili celico, da dodaten kisik čim prej porabi. Ko ga porabi, razvije višjo energijo od normalne. Ugotovili smo, da prihaja do sinergičnosti in razvija nekje tudi do 8-krat višjo energijo kot normalno. Seveda, zaradi tega se nekaj razvije mlečne kisline, kar je tipično ob proizvodnji energije. Po drugi strani se pa razvije nekaj zakisanosti zaradi tega, ker imunski sistem, ki prej ni mogel ločiti med okvarjenimi in zdravimi celicami, lahko na ta način zdaj, ker pač okvarjene celice ne morejo temu sinergičnemu efektu slediti, lahko zdaj ugotovi, katere celice so okvarjene in jih zamenja. Seveda zamenjava pomeni v praksi, da jih makrofagi pojejo, biološki del razgradijo, nebiološki oziroma nerazgradljivi del pa odložijo v okolišne tekočine. Te nerazgradljivi deli so ponavadi kovine ali pa kakšne toksične zadeve. Seveda ta proces sproži tudi zakisanost. Tako da v bistvu RENS s svojo naravno alkalizacijo rešuje tudi zavira te procese kopičenja zakisanosti ob teh prvotnih procesih. In tretja stvar, seveda purifikacija, velike ugibanja, kako alge iz RENS-a to naredijo. Zadeva je v bistvu zelo enostavna. Ker RENS prehaja krvno bariero v obe smeri, pomeni, da se zunanja ovojnica ne spreminja. Kar v praksi pomeni, da to nečistoče alga iz RENS-a dejansko potegne v sebe in imobilizira. To smo seveda že dokazali v preteklosti, ko smo recimo v samem procesu dosegli po testih izjemno visoke rezultate aluminija v možganih, ki bi morali glede na svoje številke povzročiti hudo regresijo otroka, pa tega niso povzročile. Torej ravno ta imobilizacija škodljivih snovi
v algi, je tista, ki je omogočila to, da se to kopičenje ni preneslo neposredno v draženje živčnih celic in s tem v prehude reakcije. Okay. V nadaljevanju bom še malo več se vrnil na to. Zaradi forsirane oksigenacije in zaradi tega, ker ta zadeva pride v vse dele telesa, pride tudi v kostni mozek, kjer se rojevajo nove celice. Forsirana oksigenacija je znana, da pospešuje delitev novih matičnih celic. To ni nič novega, to je medicinsko dejstvo. In zato tudi ni čudno, da se recimo tudi sam organizem hitreje začne obnavljati. Stranski učinki, ki jih lahko dostikrat vidimo, je to, da začnejo lasje rasti pa nohti tudi 2 do 3-krat hitreje kot sicer. Tako da te stvari so tudi vidne. Protokol RENS je baziran na raznih formulah RENS, ki so praviloma vse v prašni obliki. Zaradi lažjega doziranja in zaradi lažjega daljšega hranjenja je dodano olje in s tem je tudi cela zadeva sledljiva in pa varna tudi za domačo uporabo. Gre namreč za to, da zelo malo razstrupljevalnih protokolov je v bistvu varnih za domačo rabo. Torej, tle je pač bistvo to, da tudi če bi se doma predozirali, kar smo imeli primere, razen mogoče kakšne večje reakcije v smislu večjega nemira otroka, ni bilo nič hujšega. Imeli smo primer pri gospe, ki je drugače dela prav na farmacevtski zbornici in je ugotovila seveda, da če bi se pa z njihovimi zvarki to zgodilo, vprašanje, če bi otrok še živ. Torej, gre tukaj pač stopnja varnosti, je tukaj večkratno prekoračena namerno, ravno zaradi tega, da ne bi imeli težav doma. Z dodatnimi laboratorijskimi izvidi, ne tem, nekaj je tukaj objavljen, ampak dodatnimi smo dokazali, da v bistvu postopek priprave formule očisti alge tudi sledov nečistoč. Sledovi nečistoč so tipični za alge, glede na to, iz katerega področja prihajajo, jih poberejo pač nečistoči iz okolice v nekem deležu. Govorimo aktivirane, zato ker je pač v samem procesu del programov, ki so že prisotni v algah, odklenjeno zato, da so bolj aktivne. Učinkovitost alg je zelo visoka na začetku, vendar potem zelo strmo pada. Če temu ne bi bilo tako, bi nas te alge prerasle. Začetna učinkovitost je namreč nekje daily growth factor med 15 in 16. Zdaj, normalne alge, ki jih kupaš v trgovini, imajo daily growth factor med 2 in 6. Ampak to ni, veste, 16 minus 6, recimo. To je 16 fakulteta minus 6 fakulteta, je prava formula, da ugotoviš razliko. Se pravi, hitrost začetnega delovanja pri RENS-u je izjemno visoka, je pravzaprav neprimerljiva z vsem, kar poznamo odprej. Medtem, ko potem po nekaj urah je pa ta zadeva pade na tisto hitrost, ki jo poznamo iz kupljenih alg. Torej, poanta je v tem, da na začetku, ko se tako hitro delijo, dejansko se tudi obnavljajo ob samem procesu, ker vsi te procesi, ki sem prej govoril, alkalizacija, purifikacija in to naprej, trošijo, porabljajo te alge. To se pravi, se tudi obnavljajo, da je ta proces učinkovit. Protokol se lahko uporablja samostojno v kombinaciji z drugimi komplementarnimi oblikami zdravljenja. Recimo, ena od njih sem omenil, so biomedicinski protokoli, potem je bioresonanca, potem recimo homeopatija in tako naprej. Torej, marsikatero teh lahko tudi določeni klasični zdravstveni, alopatski protokoli, torej ni zadeva vezana na to, da mora biti vedno samo to. Dam vam primer, čisto konkreten iz prakse. Namreč RENS kot formula reči kri in čisti kri, vendar ni sposoben raztopiti krvnih strdkov. Če kombiniraš recimo fragmin,
ki raztopi skrvne strdke, in pa RENS očistiš kri v enem tednu. Če bi to čakal normalo, bi bilo 2 do 6 mesecev za isto zadevo. No, to sem skusil na lastni koži in zato sem preživel, kljub temu, da so vsi razmišljali, da jutra ne bom dočakal pred parimi leti. Tako da, glejte, te zadeve so dokazane, ne. Je pa res, da zdravnikom, tudi specialistom z teh področij, niso ravno najbolj jasne, ker se pač tega niso učili v šoli. Torej, sestavni deli protokola, ustrezna formula RENS, nekisli vitamin C. Nekisli vitamin C ima več funkcij v tem protokolu. Eno je preprečevanje mikroabstinenčnih kriz. Gre za to, da zastrupljene celice imajo nek kratkoročen celični spomin in ko mi hitro čistimo te celice, seveda lahko zaradi tega kratkoročnega spomina pride včasih do manjših abstinenčnih kriz. Te stvari trajajo nekje do 3 dni maksimalno, najhujše so v prvih 24 urah. Ko smo prvič naleteli na te zadeve in smo preskusili to metodo, ki je sicer razvita za detoks narkomanov s strani ameriških zdravnikov, se je pokazalo, da deluje tudi v teh primerih in da zelo hitro pomerja. Tehnično gledano je stvar zelo enostavna. Prosti receptorji živčnih celic prenašajo vzburjene impulze, če jih ti zapolniš z C vitaminom, potem prenosa informacije ni več in se stvar pomiri. To je tako. To ni nič. Torej, ekstra deviško olivno olje, podpora jetram, prebavljanju traktu. Gremo naprej. Prvi koraki s protokolom RENS. Torej, tle so zapisane pač, kako se štarta. Kako greš, torej, zbiranje, pošilja informacij, potem kjeri podatke se pošilja. Pri kompleksnih boleznih se seveda priporoča tudi uvodna konzultacija z izvajalcem. Po potrebi se lahko opravi dodatno testiranje v laboratorijih, če kakšne stvari niso jasne. Gre pa za to, da se trudimo, da bi tudi protokol RENS deloval v sklopu komplementarnega medicinskega protokola, kar pomeni, da poskušamo težave ugotoviti in jih reševati, ne pa ugibati v njih in delati malo čez palec. Torej, pravilno izvajanje protokola zahteva vodenje in posredovanje dnevnikov, prav tako občasnih diagnostik za oceno poteka in rezultatov. Zdaj pri avtistih recimo je to ATEC test eden od takih zadev, pa občasni protokoli, občasno recimo testiranje las ali pa organskih kislin iz urina. Najbolj šibka točka, bom rekel, v izvajanju protokola, vsaj do zdaj, kar smo ugotovili v zadnjih cirka 6 letih, je pošiljanje dnevnikov terapevtu. Torej, ljudje jih še nekako vodijo, ampak da bi jih poslali terapevtu, pa kar pozabijo. Potem pa pričakujejo terapevta, da brez podatkov, kaj se je dogajalo, čez palec ugotavlja, je tista formula še najbolj ustrezna, bi bilo mogoče boljše na novo. Tle je pač zamenjava formula, je le treba neke podatke imeti, da vidiš, koliko je uspešna dosedanja terapija in da greš potem naprej. Spodaj vidite povezavo protokol RENS.org, to je moja osebna spletna stran, kjer so ti protokoli na kratko opisani. Torej, te stvari, ki jih tukaj predstavljam, delno so že tam tudi opisane. Detaljno je pa težko razlagati, zaradi tega, ker so pač, glejte, bolnih ljudi z nevrodegenerativnimi bolezni je približno tretjina človeštva in verjemite mi, niti 2 osebe niste enake. Celo dvojčki, trojčki, petorčki niso enaki, ima vsak popolnoma drugačno sliko. Kar pomeni, da tle nekaj na pamet na osnovi enega primera sklepati za vse ostale je zavajajoče in lahko tudi škodljivo, ker to, kar enemu otroku pomagalo, drugemu škodi. Zato tudi tega jaz nimam not v sistemu, ker smatram pač, da treba najprej pridobiti informacije, na osnovi teh informacij, izkušenj in znanja se potem predlaga ustrezno terapijo. Kako deluje protokol RENS, kot sem že prej omenil, forsirana oksigenacija, alkalizacija, purifikacija. Zdaj, tle bi se dotaknil še
temeljev nastanka bolezni. Torej, če vprašamo farmacijo, vam bo povedala zgodbo, ki jo prodajajo 200 let, virusi povzročijo bolezen. Čudno, da v 200 letih pa kljub več 10 milijonskim nagradam še noben ni dokazal obstoja niti enega virusa. Oziroma niso dokazali virusa v smislu tega, da bi se lahko ta isti razmnoževal. Razlog je zelo enostaven. Virus je v bistvu samo signal razpadajoče celice, da se nekaj dogaja. Ni pa povzročitelj bolezni. Povzročitelji bolezni so bakterije, mikrobakterije in seveda temelj, da lahko sploh te iste bakterije sploh karkoli naredijo škodljivega, so pa lokalne zastrupitve v telesu. Lokalne zastrupitve v telesu povzročijo spremembo klime in lahko povzročijo, da je del telesa postane idealno gojišče za tuje bakterije, namesto za lastne celice in s tem škodo dela lastnim celicam. In ko se ta zadeva seveda razmahne, rečemo, da je človek zbolel. V bistvu je šlo pa samo za neravnovesje. In ko ti temelje za nastanek bolezni odstraniš, torej od telo razstrupiš, bolezni nenadoma ni več. To ne pomeni, da teh bakterij ni več v telesu, so pa v taki, bom rekel, manjšini, da z njimi imunski sistem brez težav sproti opravi. Za to gre. Različne formule RENS, bom tako rekel, zgodba z RENS-om se je začela 2013-2014, takrat niti še imena ni imela ta zadeva. Prva formula je bila H, torej RENS, beseda RENS pred tem je itak generično ime. RENS H je bila prva formula, s katero je potem vse nastalo. Najprej narejeno samo za odrasle, potem zaradi izkušenj, da je problem pri doziranju za otroke, so nastale tudi JK in BK, torej za otroke, majhne otroke in večje otroke. Potem se je izkazalo, da je področje, recimo v Ameriki, kjer je zastrupljeno z glifosatom nekje 30 do 50 krat više v povprečju kot evropejsko, da je imelo slabše učinke, je nastala formula F, oziroma dodatek F kot FAST. V bistvu smo dodali organsko žveplo, MSM. Stvar je namreč taka, glifosat v osnovni obliki naše telo ne more odstraniti. Naš notranje razstrupljene ga enostavno ni sposobno odstraniti, zato se kopiči v telesu, dokler ne naredi težav. Če ga pa razbiješ z klorovimi ali žveplovimi spojinami, potem se pa razbijajo osnovne 4 dele, ki jih naš imunski, torej naš notranji razstrupljen lahko odstrani. Zdaj, ene protokoli obstajajo, ki gradijo na kloru, vendar jaz se jim izogibam zaradi tega, ker so enostavno premalo varni. Sploh pa niso varni za domačo uporabo. Žveplu je bilo malce lažje, sploh zato, ker obstaja naravno žveplo v obliki MSM kristalov, ki se da prosto kupiti in pokazali se je, da seveda že sama formula RENS osnovna sinergično pojača učinek tega, tako da dosežemo ta efekt, ki smo ga želeli, torej odstranjevanje glifosata iz telesa. Torej ne zdaj narobe, če ste me dobro razumeli, ni vedno nujno, da formula RENS odstranjuje določene snovi škodljive iz telesa. Včasih služi samo kot podpora našemu notranjemu razstrupljanju, da to naredi svoje delo. Torej, eno ali drugo. Torej, včasih direktno, včasih posredno. No, potem smo prišli do točke, da smo ugotovili, da je potrebno reševati pri avtizmu, da je potrebno reševati problem intolerance in pa alergij. Jaz sem po mnogih študijah, ki sem jih šel skozi, ugotovil, da je samo ena skupna točka povsod. Dovolj dolgo uživanje CBD-ja lahko odpravi alergije. Alergije in intolerance so po svoji naravi precej podobne v samem črevesju, tako da dejansko sem precej prepričan, in tudi rezultati kažejo prvi na to, da se da tudi intolerance z isto metodo odpraviti. Zato sem začel določene formule dodajati CBD. Ta se je sicer potem pojavil še pri drugih nevrodegenerativnih boleznih kot ključen gradnik.
ampak o tem malo več kasneje. Delovanje protokola v primeru avtizma, seveda je tako, ne. Nekaj procentov otrok je rojenih avtistov. Genetskih povezav praktično ali pa genetske nagnjenosti se je dokazalo v manj kot 2% do zdaj. Kar pomeni, da dejansko genetika tukaj ni ključna za sam nastanek avtizma. Tudi pri teh rojenih avtistih gre dostikrat za enostavno prenos z matere, ker ob rojstvu mama naredi neke vrste detoks in del svojega toksičnega bremena prenese na otroka. Če je otrok recimo temu nagnjen k okvaram živčnega sistema, potem je to toksično breme lahko premočno in se rodi z okvarjenim živčnim sistemom, torej z neko nevrodegenerativno boleznijo. To je to za tiste, ki pravijo, da niso vse cepiva. No, saj niso v 100% primerov cepivih, so pa na splošno kombinirana cepiva, predvsem DTPR in MMR, znana kot sprožilci avtizma. V osnovnih navodilih, ki so odobrene FDA-ju za MMR, je celo napisano ena od stranskih učinkov oziroma negativnih posledic tega cepiva, da je lahko avtizem. To se pravi, farmacija to tam, ki more, prizna, vendar je to drobni tisk, veste, ki ga v normalnih navodilih ne boste videli. In zato seveda se to zanika, te povezave, čeprav v bistvu so te povezave že precej jasno dokazane, ne. Težko bi rekli, da cepivo prav povzroči avtizem, je pa nedvomno sprožilec v več kot 90% primerih. Po vsemu, kar je do danes znano. Zdaj, ne glede na to, a je to sprožilec, a je to vzrok, se je pa potem ugotavljalo z študijami, kako nastane avtizem. Torej, študija dr. Pattersona recimo o interleukinu 7 in o prezgodnji aktivaciji, kasnejše študije interleukin 13 pa 17, tudi prezgodnja aktivacija, kar pomeni, da v bistvu se to vzpostavi začetna možnost ali pa pogoji, da se potem lahko po nekem sprožilcu razvija avtistična motnja. Bom rekel motnja, ker je to pač uraden naziv. Če bi govoril tako, kot je govoril predsednik pediatrične zbornice Združenih držav Amerike za CNN leta 2008, gre pri avtizmu za kompleksno bolezen. Kombinacijo več bolezenskih stanj, za katerega vsako od njih obstaja nek tretma, ali pa za večino njih obstaja nek tretma. Torej, če gremo tukaj nazaj, delovanje na področju genetskih okvar bolezni, intolerance alergij in tako naprej, v teh dveh primerih seveda mi dejansko uporabljamo tudi formule za CBD. V prvem primeru genetskih okvar zaradi tega, ker izhajamo iz tega, da se da na ta način, ali pa ker smo ugotovili, da se da na ta način tako imenovan postopek samozdravljenja sprožiti. Se pravi, referenčne celice, spravljene najverjetneje v endokrinovem sistemu, aktiviramo, da slednje zamenjajo okvarjene celice z okvarjenimi geni. Samo. Tukaj gre seveda za okvare genov, ki nastanejo po rojstvu, zaradi zastrupitve. Pri intoleranci alergije na hrano v bistvu je stvar zelo podobna, ker tudi to nastane kot posledica zastrupitve in po rojstvu. Govorimo enostavno okrepljeno forsirano izvajanje protokola RENS. Jaz sem pač navedel na ta način, zato ker to enostavno je jemanje dnevne doze enkrat dnevno, okrepljeno je dvakrat dnevno in tisto forsirano je trikrat ali večkrat dnevno. Do zdaj je bilo testirana varnost uporabe RENS-a do 1 dnevna doza na 4 ure. Osebno na sebi sem testiral, ko sem dobil nekaj podobnega COVID-u pred leti in sem to zadevo v 24 urah saniral. Tako da te zadeve
sprobavamo precej na svoji familiji, ne, seveda pa tudi drugi potem sledijo in to probajo in vidijo rezultate. Torej zadeva je, protokol RENS kot tak je uporaben pri različnih vrstah bolezni, ravno zaradi tega, ker je eno najhitrejših razstrupljanj znanih sploh na svetu ta trenutek in ker globinsko razstruplja tudi tiste dele telesa, ki so sicer zaščiteni pred klasičnimi kelatorji. O tem bo sicer gospa Barovič več povedala, ta del, ker je bolj specialistka za klasično kelacijo, s tem jaz jo poznam zelo, bom rekel, površno. Ne. Dejstvo pa je v tem, da pravzaprav, če dobro se spomnite, kaj sem prej izvajal. Torej, zastrupljene koncentracije, lokalne koncentracije v telesu povzročajo bolezni. Torej, če ti razstrupiš telo, praktično teh lokalnih koncentracij strupov ni in vsaka bolezen, tudi če je že razvita, zgine. Zakaj govorimo tukaj, da če stvar saniraš, da je to traja nekaj dlje? Enostavno zaradi tega, ker treba poleg tega, da uničaš osnovo za to razvoj bolezni, treba okrepiti še, bom rekel, regeneracijo tistega dela telesa, ki je bilo poškodovano s to boleznijo. Tukaj v bistvu je postopek dolg ravno zaradi tega, je pa seveda hitrost tega postopka ali pa trajanje tega postopka odvisna od starosti osebe, zato ker recimo pri majhnih otrocih se vse celice v telesu zamenjajo nekje v letu 2, pri starejših osebah, recimo srednjih let, 30-40, nekje 3 do 5 let, ne, ko greš pa naprej s starostjo, pa seveda tudi 5 do 7 let. Ne. RENS sicer pospeši ta proces, ampak kljub temu, da pospeši, ne, pač ne bo 7 let, bo mogoče leto pa pol 2, ne, ampak še vedno je to neko trajanje, ki ga treba vzeti v zakup. Če ti pričakuješ, ne vem, rezultate čez noč, vzameš enkrat RENS in bo zjutraj zdrav, tega pri nas ni. To bi bilo samo, če bi hoteli ljudem prodajati zgodbice. Ampak glede na to, da imamo že organizacije, ki odlično služijo na temu, ni treba, da se še mi njim pridružimo. Torej, če pogledamo nevrodegenerativne bolezni, sem prej omenil, zadeva je namreč taka. Pri večini nevrodegenerativnih bolezni, ki so najbolj znane, je recimo raziskava dr. Exleya 4-5 let nazaj iz Anglije pokazala, da imajo skupni imenovalec nevrotoksični aluminij v presežku, kar pomeni preveliki količini, kar v praksi pomeni, da aluminij uničuje, poškoduje ovojnice živčnih vlaken, te pa ponavadi praviloma teče skozi neko bom rekel, neko vlažno okolje, kar v praksi pomeni, da je signal ali moten ali pa celo popolnoma izgubljen. Torej, mi, če hočemo tako stvar rešiti, moramo kot prvo odstraniti toksične snovi iz okolice tega vlakna in drugo regenerirati ovojnico oziroma izolacijo tega vlakna. To je, mislim, sliši se enostavno, ampak postopek zadeva sama je pa precej kompleksna, ne? In nekaj časa vzame. Ne? Če bi gledali po klasično, se ena živčna celica obnavlja okoli 300 dni. Ne? Z RENS-om sicer mogoče res to lahko skrajšamo na mesec pa pol 2, ne? Ampak še vedno govorimo o eni celici. Kaj pa, tukaj moramo pa doseči, da se plasti celic obnovijo. Okay. Pri avtoimunih boleznih je zgodba taka, avtoimune reakcije so v bistvu nastanejo največkrat zaradi tega, ker naš imunski sistem ne zna ločiti med zdravo in nezdravo celico in ko iz nezdrave celice recimo se začne izločati neka strupena snov, zato ker je mogoče v njej neka mikrobakterija naseljena, seveda imunski sistem na vse to vrstne celice napade, namesto samo tiste nezdrave. Torej, če spomnite, sem govoril o oksigenaciji. Forsirana oksigenacija v bistvu omogoči imunskemu sistemu, da loči med zdravimi in nezdravimi celicami, da potem ciljno samo nezdrave napade. Torej, zdaj ta zadeva, torej zato recimo tudi pri avtoimunih boleznih
bi bila po moje tudi torej terapija s hiperbarično komoro ravno tako uspešna do neke mere. Ne? Rakave bolezni, zgodba enostavna. Nastanek raka je zaradi, torej rak nastane zaradi tega, ker pride do zakisanosti organizma in ker pride do anorganskih, torej celic, ki dejansko ne živijo več na kisiku, ne, anaerobični proces, anaerobni proces pa zahteva za isto energijo 20-krat več virov. In ker tega ne najdejo iz krvnega obtoka, da začnejo sosednje celice napadati. Torej, ta zadeva je bila odkrita 1923. Dr. Otto Warburg. Omenjeni je potem leta 1932 dobil Nobelovo nagrado za to. Vendar nekako je ostala v preteklosti, se mi zdi, ne? Ker ljudje kar pozabljajo na to zadevo. Torej, načeloma, če pogledamo rakov tumor, ima okolica tumorja, torej te neke vrste opne je zakisana, kar preprečuje delovanje imunskemu sistemu telesa. Notranjost je pa anaerobna, kar pomeni, da če ti spraviš v tak tumor kisik, ga ubiješ, po domač povedano. Te celice uničiš. Zdaj, če se spomnimo malo nazaj, rens razkisa. Pomeni, da razkisa okolico in lahko prodre v tumor. In ko prodre v tumor, forsirana oksigenacija in praktično ubije tumor. In to je v bistvu zadeva, ki je čisto enostavno razumljiva, že znani odprej, kako rakav proces deluje. Ni potrebno neka nova znanja za to. Ne? Jaz sem pač poskušal si razložiti določene procese, to je sicer malo dlje trajalo, ampak je šlo. Bolezni ščitnica, pa so policistični jajčniki in pa neplodnost. No, tako bom rekel, bolezni ščitnica in pa neplodnost so tesno povezani. Gre enostavno za to, da so ščitnični hormoni ključni za reprodukcijo človeške vrste. Zdaj govorimo o človeku. Torej, več kot 90% neplodnosti je zato tako imenovano hormonsko neravnovesje, ki je vedno praviloma povzročeno s strani ščitnice. Stvar je pa taka, vidite, ren se jemlje preko zmazanih kapljic na dlesni in seveda ne boste verjeli, iz dlesni grejo kapljice prvo direktno v ščitnico. Tako da ščitnica najmočnejše izpostavljena čiščenju z rensom. In kaj se je zgodilo? Mi smo ugotovili, da nekje v času izvajanja 4 do 10 mesecev tega protokola dejansko nismo še naleteli na bolezen ščitnice, ki ne bi bila rešljiva. Prvi poskusni zajček tega je moja soproga z močno razvitim Hashimotom. Osebna zdravnica je poslala specialistu, specialist je dal termin čez 6 mesecev, v tem času je jedla rens in po 6 mesecih, ki je prišla k njemu, ni imela več Hashimota. Tako da, veste, zadeve so doma v familiji že preskušene. Policistične jajčnike imajo ženske pogosto težave z njimi in poznamo ljudi, poznamo osebe, ki so imele tudi desetletja težave s tem. Ne. Zanimivo je to, da ta stvar potem se sčisti in potem se ne ponovi. In to se sčisti v parih mesecih ponovadi. Tako da neplodnost, bom pa tako rekel, res ima eno čudno lastnost. Poskuša spraviti ščitnico v stanje kot po 25 letih, kar pomeni, da tudi poskuša hormone na ta nivo spraviti, kot so takrat not prisotni, ko je ženska maksimalno plodna. Ne? Mi smo imeli par zapletov zaradi tega, ko so ženske šle že v menopavzo, pa so postale spet plodne zaradi tega. Tako da te stvari treba imeti malo v vidu. Ne? Jaz opozorim pač vsako, ki gre na to terapijo, da mora pač biti previdna, da ni kakšnih neželenih posledic. Pričakovani časi uporabe do prvih želenih rezultatov je zdaj seveda zelo odvisno, kaj želiš. Če govorimo o nevrodegenerativnih bolezni, so ponovadi trajanje protokola daljša. Ne? Da vidiš prve rezultate,
Iz prakse lahko rečem, da se pravzaprav pogosto vidi prve rezultate že v prvem mesecu. Ali pa recimo v prvih 3 do 6 mesecih vidiš rezultate. Zdaj ni rečeno, da je že to končen rezultat, ki si ga želel, so pa že neke spremembe. Prvi rezultati so ponovadi boljše spanje, daljša REM faza, boljša spočitost zjutraj, več energije. Te stvari se ponovadi pojavijo že v prvih tednu 14 dneh. To se dosti hitro vidi. To, da si pa seveda potem tako naspideran, da tudi nimaš težav z mlečno kislino in da lahko tečeš po 100 km, pa ti ni nič, niti muskelfibrov, niti nič, niti vmetja mišic. To pa seveda treba pa malo dlje uživati. Če bo samo enkrat vzel, ne bo dosegel tega efekta. Če se pa trajno to jemlje dlje časa, potem pa seveda dosežeš tudi ta efekt. O tem bo več Igor lahko povedal prilike. Okay. Če gre lahko kaj narobe. Glejte, glavni sestavni del so alge. Alge so v principu vsebujejo vseh 8 osnovnih aminokislin. Obstajajo možnosti, obstajajo alergije na posamezne aminokisline, v tem primeru pač oseba ne sme uživati rensa. Lahko gre kaj narobe tudi pri temu, ker je trenutno zračunane doze so ponavadi ustrezne za približno 2/3 oseb. Cirka tretjina oseb rabi malo višjo dozo od tega, tam 30-50% višjo ali pa celo več. Obstaja pa par procentov ljudi, ki pa rabijo bistveno nižje doze, ker so pač preveč senzitivni na cel rens. No, mislim, ekstrem trenutno poznanje, ko oseba, ki bi morala recimo imeti najmočnejše kapljice za odrasle, recimo po 10 na dan, glede na svojo težo osebno dejansko jemlje 1 do 2 kapljice najnižje tiste za dojenčke. Ravno zaradi tega, ker je ta ekstra senzitivnost tako visoka. Ampak to je tako kot Gaussova krivulja, veste, imate ekstreme v plus in ekstreme v minus. To se pravi, večina je pa pač v sredi. Kot vidite, imam objavljeno zraven lestvico za avtizem, moram vas obvestiti, da zadnja lestvica 2021 je 1,25. Se pravi, en otrok na 25 postane avtist. Temu seveda noben ne reče epidemija, pa čeprav bi morali temu reči, ker če bi temu rekli epidemija, bi se morali vprašati o vzrokih in jih odpraviti. Dam vam primer. Japonci so isto ugotovili, da jim je stopnja avtizma zelo hitro naraščala po kombiniranih cepivih, DTP, MMR, in so sprejeli zakon, po katerem otroka pred 2. letom starosti ne smeš cepiti s temi cepivi. In pri njih je padel ta stopnja novih avtistov za okoli 97%, kmalu po temu, to je v naslednjih letih po temu. Razlog je enostaven. Za cepiva pravijo, da šolajo imunski sistem. Težava je v tem, da se otroku imunski sistem do 2. leta šele razvije. Kar pomeni, da na začetku prvih 6 mesecih, zakaj je na maternem mleku, ker sploh nima lastnega imunskega sistema. Koga torej v prvih 6 mesecih s cepljenjem šolaš? Starše? Pa da ne bi šli več naprej v to. Okay. Delovanje protokola RENS v krvi, krvnem obtoku. Recimo 40 dni, kot vidite zdaj na levi strani je začetno stanje, na desni strani je stanje po 40 dneh. Torej zadeva se točno vidi. V prvem delu so to se pravi zakisanost je vidna iz tega, da so rdeče krvničke sploščene, vidi se holesterolske linije in tako naprej. V drugem delu je pa dejansko stvar bistveno bolj normalna. Darkfield test je test žive kaplje krvi pod elektronskim mikroskopom. To se pravi, da bom bolj na jasno, o čem govorimo. In tega testa seveda nisem jaz izvajal in oseba, ki je ta test izvajala, ni vedela, da so te pacienti, če tako rečem, njeni na rensu. Ker mi smo pač želeli korekten rezultat. No, za moškega podobna zgodba, da je pač izvajala skupaj. Avtizem kot ozdravljiva bolezen. Torej, zdaj je slele, še enkrat grem po vrsti
kaj vse treba, kako vse te zadeve tečejo. Tole, kar zdaj vidite, je pravzaprav biomedicinski protokol. Identifikacija problema, vzpostavljanje torej začetnega stanja, po potrebi diete, če ugotoviš intoleranco, alergijo na hrano, potem ugotoviti moraš, ali gre res za avtizem, ali gre za kakšno drugo bolezen in tako naprej. In potem seveda vsi testi, ki so za to potrebni. Zdaj, ne bom šel v detaljno zdaj brati še enkrat vse, kar je tukaj napisano, zato sem tudi to napisal namerno gor. In pa zraven so pa objavljeni še te splošni znaki avtizma, ne. Torej, kako prepoznaš ali pa posumaš, da je ti otrok postal avtističen. Pogosto se meša avtizem, razvojni zaostanek. Avtizem kot tak ima posebne lestvice po vseh 4 področjih, torej področje komunikacija, socializacija, zdravstveno in pa osebno, na katerem mora otrok dovolj močno zaostajati, da se ga lahko razglasi za avtista. Če pa na katerem področju nima problemov z zaostankom, potem pa pravilom ni razglašen za avtista, ampak za katero drugih bolezni. Ampak v principu bom tako rekel, vedno, tudi če gre za visoko funkcionalne avtiste, mi govorimo o zastrupljenih možganih. Zastrupljeni možgani z težkimi kovinami, zastrupljeni možgani z tem, kar jaz sicer omenjam kot mikrobakterijo, ne, drugi viri govorijo o tem kot o retrovirusih. Tako da, gledajte, poimenovanje je različno, ampak problem je pa zelo podoben. Torej, te zadeve vzdržujejo ena druga v nekem začaranem krogu. In če ti ne zmanjšaš koncentracijo strupov, ti dejansko tudi drugih stvari v možganih težav ne moreš naslavljati. Ne? Avtizem kako pač poteka. Zdaj, malo pred to korono slavno smo mi vzpostavili pisarno v Novi Gorici, v kateri se lahko tudi starši oglasijo kot neka vrsta začetna konzultacija. Prednost tega je, da smo združili vse znane terapije na eno mesto, kar pomeni, da starši, ko pridejo z nami v kontakt, lahko vse učinkovite terapije dobijo na enem mestu. Vse informacije, povezave in vključitev v krog terapevtov, ki pomagajo otroku. Torej, ni treba več iskati vsakega terapevta, vsako zadevo, pa kaj je kompatibilno, kaj ni, vsako posebej. To, kar je bilo prej standardna praksa v svetu, in je še na mnogih področjih še vedno isto. Ni treba ugibati, a je to dobro, a to ni dobro, ampak dejansko imaš tukaj profesionalno ekipo zadaj, ki skrbi za to. Ne smete pa pozabiti, da je del te ekipe, ki zdravi otroka, vedno, da so tudi starši. In ekipa je močna to, kot je najmočnejši, torej kot je močen najšibkejši člen. Zato starši, ki želijo svojega otroka pozdraviti, morajo seveda vložiti kar nekaj več energije kot starši enega povprečnega otroka, ki nima tega problema. Nažalost je to tako. Je pa dobro to, da lahko rečemo, da z dovolj vloženega truda ob teh protokolih dejansko imajo zelo dobre možnosti, da tega otroka vrnejo nazaj, bom rekel, na normalno stran, torej ven iz te bolezni. Torej, tle vidite, pišem pač specialna pedagogika. Zdaj, tukaj jaz omenjam logopede. Problem je, pri logopedih mora biti otrok že dovolj daleč pozdravljen v smislu biomedicinskih protokolov in pa protokola RENS, da je sposoben slediti navodilom in da je sposoben tudi jih izvajati potem. Aktivnosti, ker če je torej hujša oblika avtizma, otrok tega v štartu enostavno ni sposoben. Starši bi radi takoj logopedov, ampak otrok v bistvu je pa še, ne vem, zatecom 130 do 150, nori pa pobira omet zidov, pa ga je. Torej on dejansko še ni sposoben niti razumeti, kaj se okoli njega dogaja. To se pravi, tukaj je treba pač iti korak po korak.
Torej najprej otroka razstrupiti, spustiti njegov ATS, spustiti njegovo stopnjo avtizma oziroma obremenitve možganov, da so potem možgani začnejo funkcionirati in potem so seveda učinki teh specialnih terapij boljši, hitrejši in boljši. Torej, kako se potem zaključevanje razstrupljanja možganov, nadaljevanje protokolov. Torej, v bistvu je tako, težišče je tako. Na začetku so diete, dodatki in tako naprej, pa razstrupljanje je maksimalno, je 100% vsega, potem se pa delež tega v celotni zgodbi zmanjšuje s časoma, in prevzema potem vedno večjo težo specialna pedagogika. To je ne misel, da moraš otroka do nule razstrupiti, preden lahko začne specialno pedagogiko, ti moraš otroka spraviti do nivoja, ATC med 50 in 50-60, odkjer lahko on normalno že sledi navodilom in dejansko lahko tudi sledi terapijam. In potem bo on nekaj odnesel iz terapij, ti pa še vedno nadaljuješ proces, biomedicinski proces, torej razstrupljanja in pa stabilizacije telesa. Vidite, to je postopek, kako gre naprej. Možni problemi, tle sem pač navedel problemi, ki so se pojavili iz prakse. Zdaj, najpogostejši problem, ki ga tle nisem posebej navedel, je pravzaprav to, da starši, ki sledijo zdravljenju svojega otroka, dostikrat tudi preko raznih socialnih omrežij, nasedajo staršem, ki propagirajo neko XY metodo, ki je mogoče njihovemu otroku celo pomagalo, vendar je za večino ostalih otrok lahko škodljiva. Torej, težišče k temu, da starši, ker iščejo instant rešitve, hitre rešitve, da poskušajo preveč protokolov naenkrat izvajati, v bistvu se pa na koncu zgodi to, da je tak pristop kontraproduktiven. To se pravi, namesto da bi dosegali boljše rezultate, dosežejo slabše rezultate, pa sploh ne. Torej, tle pač, ker so te zadeve že napisane, ne bom posebej jih ponavljal. Torej, zdaj tukaj bi omenil še to, da je ta študija nastala na 500 primerih, 2017 do 2021, del študije, ki govori o stopnjah popolne ozdravitve, se še izvaja. Mi smo imeli prve najave, da bo vsaj 15% in boljše, zdaj lahko rečem, da so najave nad 80%. Vendar je študija še v izvedbi, to se pravi, končnih številk tle še nimamo. Je pa, bom rekel, za tisto področje, ki ga imajo starši najbolj spremljajo, 2 do 12 let, imamo dejansko uspeh v smislu napredkov in izboljšanja stanja preko 96%. Tako da to so pa, če primerjamo z ostalimi protokoli odprej, ki so dosegali v najboljšem primeru recimo med 8 in 12% kot GCMAF, stali pa še bistveno manj, ali pa najbolj razvpitega Nemčka, ki naredi cele 4% v najboljšem primeru pozitivnih efektov, seveda je ta stvar bistveno različna. Gre pa za to, da večina teh protokolov je enostavno nekompletna. Naslavlja del problemov, ne pa dovolj problemov, da bi celoto rešili. Tudi nam še manjka do 100%, ravno zaradi tega, ker nam zmanjka kakšen delček, ki ga še ne vidimo. Zato so raziskave naprej. No, to je pa še čisto zadnji slajd. Nekaj idej za prihodnost. Veliko je govora o operacijah z izvornimi celicami. Tle seveda je važno, ali so te celice lastne ali pridobljene in tako naprej, ali so te recimo shranjene v rojstvu, iz popkovnice oziroma iz posteljce. Dejstvo je, da se izvajajo študije na tem področju, močne, da se je tudi že ciljne operacije na izvornih celicah dela za posamezne organe obnoviti. Problem se mi zdi, da nastopa v tem, da te ekipe, ki to izvajajo, ne razumejo še v celoti procesa. V principu ti telo ali določeni del organa preplavaš z izvornimi celicami nekega tipa.
kar povzroči masovno menjavo okvarjenih izvornih celic z novimi, svežimi, kar pa, kot sem prej omenil, taka menjava pa vedno povzroči tudi masovno zakisanje in pa velik odpad v okolici. In če ti istočasno ne uvedeš, torej ne pripraviš od telesa na tako operacijo z razstrupljanjem in ga ne po sami operaciji ne razstrupljaš intenzivno, potem učinek operacije enostavno ne more trajati. Zato, ker se zadeve potem vrnejo nazaj v začaran krog. Torej, strupi se vrnejo, poškodujejo nove celice s časoma in v bistvu vzpostavijo prvotno stanje ali pa blizu temu. To Katja dobro ve, to je sprobala na svoji koži, da ve, da ta stvar tako deluje. Gre pa za to, da tudi pri genetskih napakah, ki niso sekundarne, torej povzročene po rojstvu, ampak so dejansko podedovane, mi lahko z operacijami izvornimi celicami, doniranimi izvornimi celicami, z ujemanjem nad 60%, pa tja preko 90%, mi lahko dejansko določene genetske napake, mogoče danes še ne, ampak bomo s časoma jih bomo lahko odpravili. Vendar jaz mislim, da ključen problem je, če razumeš proces, potem veš, da je pred in po nujno intenzivno razstrupljanje. In tlele, bom tako rekel, tlele je samo vprašanje časa, kdaj bodo raziskovalci na Duke University to ugotovili, in se z mano povezali. Ker ta trenutek je to razstrupljanje pač najbolj komplementarno z njihovimi metodami. Jaz bi s tem za danes zaključil. Sem precej skrajšal, glede na tiste predavanja, ki jih imam sicer, ampak če hočete več detajlov o tistem, ki sem bolj preletu zapisal, vas vabim, da si pogledate recimo predavanje, sem ga imel v Trbovlju 2019 aprila o avtizmu. Tam sem tiste slike malo bolj detaljno pojasnil, zato jih pa danes nisem. Hvala. Hvala, Zoran. Naslednja pa bo dobila besedo magistrica Vesna Barevič, doktorica medicine. Zoran mi je poslal nekaj podatkov o vas, jaz upam, da so točni. Gospa Vesna je bila, po mojem, ali ste še, zasebna anesteziologinja. Ali ste zdaj že v pokoju? Zdaj sem v pokoju. Tako, ja. Ste pa bili prva specialistka v Sloveniji, ne? Svobodna specialistka. Tako, ja. 6 let ste delali kot urgentna zdravnica, 2012. leta pa ste se začeli ukvarjati z intravenozno kelacijo, se šolali, se specializirali za zdravljenje srčno-žilnih bolezni s kelacijo. Zdaj, jaz kaj o tem veliko ne vem, tako da kar vam prepuščam besedo, da poveste tisto, kar bo slušatelje zanimalo. Lep pozdrav vsem. Kar začela. Intravenozna kelacija je ena od metod razstrupljanja, detoksikacije. Nad intravenozno kelacijo drži roko Ameriško združenje za napredek medicine v Bostonu, ki ima svojo fakulteto, ima svojo kliniko oziroma svoj center klinični in seveda tudi šolanje. Kelacija sama po sebi je odstranjevanje težkih kovin iz bioloških sistemov. Kelacijo poznamo vsi, oziroma poznajo vsi, poznajo jo kemiki, poznajo biologi. Je pa, ja, dobro. Ja. Je pa kelator po definiciji zdravilo, ki te težke kovine veže in jih tudi odstranjuje iz organizma, tako da jih naredi topne v seču in se izločajo preko ledvic. Katere so te težke kovine? To so svinc, aluminij, živo srebro, kadmij, no, tole gor so naštete, tako da jih ne bom posebej brala. Te težke kovine so praktično vse nevrotoksične, to se pravi strupene za možgane in za živce, živčevje.
Seveda imajo tudi druge stranske oziroma bolezenske patološke učinke, ampak glede na rdečo nit teh predavanj danes omenjam samo te. Kaj te težke kovine v celicah naredijo? Jaz zdaj govorim tisto, kar me je Ameriško združenje za napredek v medicini naučilo med študijem. Težke kovine sprožajo nastanek prostih radikalov. Ti prosti radikali so izredno agresivni. Agresivni so za celice, za endoteli, to se pravi notranjo plast žil, in tudi za znotraj celične strukture in jih poškodujejo. S tem celica počasi izgublja svojo funkcijo, dokler, če te prosti radikali oziroma če te težke kovine delujejo še naprej, če jih ne odstranimo, seveda temu sledi smrt celice. Težke kovine so večinoma, tudi te naštete, rakotvorne. Na isti način pač poškodujejo dedni material oziroma genetski material v celičnem jedru. Kako telo čiste težkih kovin? Saj organizem, tudi človeško telo ima lastno detoksikacijske mehanizme. Samo, če so te kovine v prebitku, potem moramo pač organizmu pomagati. Torej, intravenozna kelacija je, še enkrat povem, to je specializacija, mimogrede. Študij traja 3 leta, potem temu sledijo superspecializacije, bom kar zdaj kar omenila. Superspecializacija recimo je intravenozna kelacija otrok. Ker tudi kelacionisti zdravimo avtizem, oziroma v Ameriki ga zdravijo s kelacijo in pa dodajo vedno terapijo s hiperbarično komoro, kisikovo. Vendar superspecializacija otroške kelacije traja še 2 leti dodatno in otrok mora biti pod strogim zdravniškim nadzorom med izvajanjem kelacije. Pač Američani oziroma to združenje hospitalizirajo otroka in mater za čas izvajanja teh terapij in seveda dnevno kontrolirajo nivoje, koncentracije telesu potrebnih in pa koristnih oziroma nujno potrebnih metalov oziroma kovin, kot so kalcij, natrij in tako dalje. Je pa intravenozna kelacija najhitrejša, najmočnejša in ker je tudi najbolj agresivna. To je pač neko pravilo. In je tudi najbolj invazivna, seveda. Treba je venopunkcija oziroma ustavitev cevke v veno je medicina šteje med invazivne posege. Med malo kirurgijo. Dobro. Katere so indikacije, kdaj uporabimo intravenozno kelacijo? Pri akutnih zastrupitvah, ki ogrožajo življenje. To dela Center za zastrupitve, recimo v kliničnem centru. Recimo zastrupitev akutne z živim srebrom, ki niso tako redke. Še niso redke. Še vedno ne. Potem pri kroničnih zastrupitvah z simptomi. Te simptomi pri kroničnih zastrupitvah so vedno nevrosimptomi, nevrološki simptomi. Glavoboli, mravljinčenje, pareze, to se pravi ohlapljenja, pravimo, vrtoglavice, cel kup nevroloških tinnitus, recimo, simptomov, nevroloških simptomov in takrat se pač začnemo s intravenozno kelacijo. Zdaj,
Kako odmerjamo? Kelator. Zdaj, moj študij oziroma moja specializacija obsega intravenozno kelacijo samo z enim kelatorjem, ki pa je dovolj široko spektralen. To je etilendiamin tetraocetna kislina, EDTA. Vsaka kovina, to se pravi, je na afinitetni lestvici EDTA-ja ima svoje mesto. In tako kot obstojajo REMS protokoli, obstojajo kelacijski protokoli. Za vsako kovino posebej, za vsako zdravstveno stanje, za vse sklope zdravstvenih stanj. In imamo cel kup protokolov. Zakaj? Zato, da je kelacija čim bolj varna. Glede na njeno invazivnost in agresivnost mora biti čim bolj varna. Jaz sama sem se bolj posvetila aterosklerozi in pa zapletom ateroskleroze, ki se zdravijo s kelacijo, intravenozno. Zdaj, v začetku same kelacijske terapije, ki je stara, zdaj bo že v 70. leto šla, so zdravili celo srčne infarkte s kelacijo in to zelo uspešno, z ogromnimi odmerki, ki so se seveda praviloma končali z odpovedjo ledvic in dializo. Krasno so Američani pozdravili, ta znani legendarni profesor Clark je krasno pozdravil infarkt oziroma raztopil zamašeno koronarko, ampak pacienta so takoj po tistem, že po nekaj urah odpeljali na dializo. In tudi večina teh pacientov se je pozdravila oziroma je bila na dializi en teden, 10 dni, ampak glede na te težke stranske, negativne, neželene učinke so potem s terapijo infarktov prenehali. Intravenozna kelacija z EDTA je trenutno na prvem, drugem mestu preventive raka. Tako da to je bilo dokazano na številnih študijah, metaanalizah, po nekaj 10.000 pacientov, da kelirani bolniki so značilno mogoče v nekaj procentih zbolevali za rakom v primerjavi z nekeliranimi, pri katerih je bila incidenca, to se pravi pojavljanje raka, tudi blizu 20 oziroma 17-18%. Ja, intravenske infuzije pripravimo tako, da damo kelator v fiziološko raztopino in pač infuzijsko steklenico, infuzijski sistem, iglo in kapa. Zdaj, koliko časa, kako hitro, to je spet odvisno od protokola. To sem že večkrat poudarila. Zdaj, kako določimo ta, poleg tega, da je fokusirano na določeno kovino, recimo kadmij je ena takšna strašansko trdovratna kovina, ki potrebuje tudi 15-20 kelacij, svinec pa lahko odpravimo že recimo po 5 kelacijah, živo srebro tam po 5 do 8, aluminij je tudi bolj trdovraten, tam 8 do 10. Poleg kovine je za protokol pomembno tudi tiste tipične demografske lastnosti pacientov, kot so spol, starost, telesna teža, telesna višina, potem zdravstveno stanje, sklop primerljivih bolezni. Mi imamo sklope primerljivih bolezni in na osnovi tega tudi temeljijo protokoli.
Tudi količina in hitrost infuzije sta pomembna tukaj. Zdaj, količina je pomembna predvsem pri starejših pacientih in pa hitrost tudi, ker zelo nevarno je z infuzijo, prehitro infuzijo preobremeniti starejšega bolnika in mu povzročiti nabiranje vode v pljučih in seveda srčno popuščanje. Ne? Jaz majčkeno strašim, in tudi zaradi tega, ker obstajajo, na internetu se dobi vse, kar človek hoče in kar plača, in obstajajo tudi neki prodajalci EDTA-ja in ljudje so delali, ali pa še delajo, si sami infuzije nastavljajo doma. In to ni dobro, to se zelo hitro pristane lahko na urgenci kliničnega centra. Dobro, hvala. Torej, kelacionisti smo licencirani. Moraš imeti licenco, moraš delati, moraš se šolati, moraš iti v Boston, moraš iti na to njihovo fakulteto in moraš periodično oziroma redno pošiljati svoje rezultate oziroma statistiko v Ameriko, ker drugače licence ne podaljšajo tako hitro oziroma vsako leto je moraš podaljševati. No. Med kelacijo samo mora biti bolnik pod nadzorom. Ne. Seveda merimo tlake, merimo saturacijo oziroma nasičenost krvi s kisikom, merimo puls. Ne. Kako preverjamo učinke kelacije pri zdravljenju srčno-žilnih bolezni? Jaz jih preverjala s ultrazvokom vratnih žil, vratnih arterij. Po vsaki 4. ali 3. kelaciji se naredi ultrazvok in se vidi, kako se zožitve zmanjšujejo. Ne? Zdaj pa kelacija, glede na to, da je invazivna metoda, ima pač svoje omejitve in te omejitve so določena bolezenska stanja. Ko sem že omenjala odpoved ledvic po tistih slonovskih kelacijah za zdravljenje infarkta, ne? To se pravi odpoved ledvic. Ledvice v medicini, odpoved ledvic razdelimo na 4 faze. Prva faza prva faza odpovedi ledvic je še primerna za kelacijo, druga nič več. Zdaj, kakšen pogumen kelacionist, tudi jaz sem včasih še 2A odpoved ledvic kelirala. Čeprav se po končani kelaciji funkcija ledvic izboljša, ampak pacient ne sme na dializo. Ne? Ja. Potem je starost. Ne? Pri otrocih sem že omenila superspecializacija, dodaten študij, hospitalizacija otroka. Pri otrocih, mladostnikih, težjih od 40 kg, že človek premišljuje, da bi keliral. Ker tukaj pa korist pretehta neželene učinke. No, jaz sem pač, če omenim, en fantek, takrat je bil star 12 let, imel kar 40 kg, že kar precej čez 40 kg, tak kreftik fantek, je dobil nekje en star termometer na živo srebro, ga je razbil, so se mu luštne zdele tiste kroglice, ki so se kotalile in jih je pojedel. No, tukaj sem se vseeno odločila za kelacijo in je bila uspešna. No.
je bila uspešna. Pri tem, da je otrok praktično na 2 dni je moral laboratorijsko kontrolirati kri. Ne. Ja. Nosečnost je seveda absolutna kontraindikacija za kelacijo z EDTA-jem, ne, jasno, ker je abortivna. Toliko od kelacije. Aha, še nekaj moram omeniti, ker smo pač spet nevrovegetativne bolezni, kar je gospod Drnovšek omenjal, tako predavanje doktorsko, njegovo. Z nevrološko kliniko smo se dogovorili, da bomo upravili neko raziskavo pri progresivni intermitentni multipli sklerozi. In smo izvajali kelacijo po določenem številu teh žensk, praktično so bile vse ženske, in so bili rezultati spodbudni, ker to obliko multiple skleroze zdravijo z imunoterapijo. In te odmerki imunoterapije so se kar, moram reči, zmanjšali tudi na polovico ali celo na tretjino. Potem, mogoče ne vem, če poznate še kaj v zvezi z multiplo sklerozo. Obstajajo razni protokoli pri multipli sklerozi z vitaminom D, z ne vem s čem vse mogočim, z ganadijem in ne vem, vse mogoče. Vsi te kandidati za zdravljenje, kandidatke, se morajo prekilirati. Da ne pride do inhibicije, to se pravi preprečevanja učinkovitosti. Tako. Toliko z moje strani. Na kratko, kar vas pa zanima, bom odgovorila na vsako vprašanje, če pa ne bom znala, mi boste pa dali telefonsko številko, pa bom poiskala, pa vas bom poklicala. Hvala za pozornost. Hvala za vse, kar ste povedali. Z nami pa je tudi Špela Falatov, ustanoviteljica Centra za avtizem in mati deklice z avtizmom. Preden ji damo besedo, še par besed o njej. Že 10 let vodi Center za zdravljenje avtizma, neurogibanje in motnje govora, kjer izvajajo neurogibalne terapije in govorne terapije. Jaz mislim, da je prav, da kar vi malce več o tem poveste zbranim, pa publiki pred TV ekrani. Zmenjeno, hvala lepa. Vse drži, razen natančnega naziva našega. Imenujemo se Center za zdravljenje avtizma, neurogibanje in motnje govora in se ukvarjamo s vsemi temi 3 nivoji. Začeli smo, kot ste omenili, pred 10 leti in razvili smo naš pristop na 3 osnovnih pristopih. Ta prvo je Sunrise program, ki ga predvidevam, da vsi več ali manj poznate. Gre za filozofsko podlago, za filozofski temelj pristopa načeloma k zdravljenju avtizma, ampak seveda kot filozofska platforma je dovzeten za vse motnje v razvoju, ne samo za avtizem. Gre pa za filozofsko osnovo, za filozofsko razumevanje sebe kot terapevta in otroka kot našega sogovornika oziroma udeleženca v terapiji, ne toliko zelo za neko tehnično terapijo. Kot drugo metodo izvajamo neurogibalno metodo po Anat Baniel metodi. Gre za neurogibalno metodo, ki z našo osredotočeno pozornostjo in dovajanjem specifičnih gibalnih vzorcev otroka pomagamo premostiti vse te izkušnjske vrzeli, ki jih je zaradi pomanjkljivega razvoja ali lukenj v razvoju doživel, in s tem nekako zapolnjujemo te vrzeli, zapolnjujemo te luknje v razvoju, ki v zgodnjem otroštvu temeljijo na gibalnem razvoju, zato tudi metoda gibalno, grobomotorično fokusirana. In kot glavna tema današnje prezentacije je
VML metoda, ki jo je dr. Elad Vajdi razvil v izraelskem Jael centru. Obe ti metodi, Anat Baniel in Jael center, VML metoda, izvirata iz Izraela. Tako da bom danes se fokusirala večinoma na to VML metodo, govorne terapije. Da si lažje predstavljamo, kako sama zadeva izgleda, sem pripravila en kratek, mislim, da je malo manj kot 2 minute filmček z mojo hčerko Avo, drugih otrok ne snemam. Velikrat dobim komentarje staršev, moj otrok je preveč divi, moj otrok ne more sodelovati, moj otrok ne sodeluje, nič ne reče, ne razume navodil, tako naprej. Tako da sem v filmčku umestila začetke, kje smo začeli in skozi leta, kako je šlo stvar naprej, da si lažje predstavljamo po eni vrsti, kakšen napredek je možen. Filmček zajema prvi 2 leti in s kakšnimi začetki smo se ubadali. Tako da ga bomo na hitro pogledali, zraven pa komentiram, kaj se dogaja. Začeli smo, tako kot se pri tej metodi začne z evalvacijo stanja, izgradnjo programa in potem smo začeli zadeve delati. To je bilo med samo evalvacijo. Filmček je umeščen, da vidimo, v kakšnem stanju je takrat Ava bila. Zelo napeta telesna drža, zelo močna živčnost, nobene interaktivnosti, nobenega povezovanja z nami, razen zaletavanja z glavo zid in pretepanja. Kot vidite tabelco, smo začeli čist brez zvokov, brez kakršnega koli namernega zvoka in tudi, ko smo začeli predstavljati interaktivnost našega sodelovanja, je stvar, koncept popolnoma ni bil jasen. Ni razumela, da nekdo nekaj od nje hoče, niti ni bilo jasen, kaj kdo od nje hoče. Ampak to so bili naši začetki in kle smo z njo začeli. S časoma, z iskanjem odprtih vrat in s pristopi, je začela vedno bolj razumeti, kaj se dogaja. To je dr. Vajdi, ki predstavlja zvok B. Bom pol več o tem razložila. Ampak punčka nima pojma, kaj naj s tem B-jem zdaj naredi, ne. In potem mislim, da je to dobre pol leta vsakodnevno vajo, ko je že razumela recipročnost, ko je že razumela, da nekdo nekaj od nje prosi in kako naj se potrudi, da bo proti temu cilju šla. Smo jo večinoma pomagali samo še z manualnimi prompti, da je lažje izoblikovala, artikulirala zvok, ampak sama recipročnost naše interakcije pa je bila že bolj jasna. Najprej smo se za sam zvok mučali po več minut, po 15-20 minut, da je B rekla, po parih mesecih že lahko celo vrstico babo, bube, bi povedala v 30 sekundah. Seveda pa obdelamo celo tabelo, to je mislim, da po 8 mesecih se tabela precej napolnila in potem sama metoda temelji na stopnjevanju zahtevnosti, stvar je ful glasna. To je pa že po enem letu, pa lahko že več zložne besede povedala in v samo motorično vrlino govora smo vnašali že semantiko, že vsebinsko lastnost jezika. Da je lahko sploh začela razumeti, zakaj se sploh učimo glasove, zakaj imamo te zadeve. Da ko nekaj ona reče, se nekaj zgodi. In nekje po 2 letih je že usvojila vse kompleksne večzložne besedne sintakse. In kot stranski učinek tudi njena interakcija s svetom je postala drugačna. Umirila se je, spremljala svet, ga lahko v dosti bolj reguliranem stanju spremljala in bila aktivni del sveta. Ok, gremo naprej. Kako grem naprej? Aha, takole. Zdaj pa, da predstavim natančneje sam pristop in filozofsko podlago tega VML metode. VML kratica stoji za Verbal Motor Learning oziroma verbalno-motorično učenje. In je majhen del, majhna sestavljanka večjega multidimenzionalnega terapevtskega pristopa, ki ga je razvil isti center Jael in ga bom malo kasneje zelo na hitro predstavila. Hočem samo povedati, da je VML samo en delček multidimenzionalnega pristopa, ki
otroka pogledali z več aspektov, iz zdravstvenega stanja, ki ste ga omenila že moja predhodnika, grobomotoričnega razvoja, finomotoričnega razvoja, kognitivnega razvoja, komunikacije, jezika, govora, čustvenega razvoja, čustvenega stanja, senzorike vseh možnih pogledov. Govor je pač samo ena mala stvar v tem celem mozaiku. Njegova največja posebnost je, da kljub svoji izjemno natančni matematični algoritemski zasnovi zaradi širokega spektra znanja, ki ga mora terapevt obvladati in zaradi različnih množic, podmnožic, plasti, orodij, ki jih terapevt mora obvladati, da lahko stvar izvaja, omogoča tudi izjemno fleksibilno obnašanje oziroma pristop terapevta, ker je seveda potrebno glede na individualizirano sestavo programa vsakega otroka, ne samo za vsakega otroka, ampak tudi iz terapije do terapije, individualiziran pristop in tudi znotraj terapije vsako minuto, kaj z otrokom delamo, je zelo odvisno od tega, kje otrok je in kako otroka spravimo na nivo delovanja mentalno, psihološko, čustveno, kognitivno, da lahko najbolj se uči, najbolj spremlja in najbolj srka informacije, ki mu jih zastavljamo. Zato je na eni strani zelo rigiden, zelo matematično algoritemski, na drugi pa zahteva od terapevtka dovolj znanja na dovoljšnih plasteh, da omogoča to izjemno fleksibilnost znotraj same seanse, znotraj same terapevtske seanse, od dneva do dneva in od otroka do otroka. Ker je program tako zelo drugačen za vsakega otroka in za vsako specifično terapijo, da so pač te veščine terapevta potrebne. Na te veščine se bom kasneje vrnila in jih podrobneje razložila. Osrednji cilj metode ni eksplicitno samo govor, ampak izgradnja in pridobivanje učinkovitega komunikacijskega orodja za otroka, ki je zaradi svoje praktičnosti in nepotrebe nobenih drugih orodij za vsakega človeka govor, ampak v mnogih primerih je pa hitreje doseči drugačne oblike komunikacije, kot so branje, pisanje, komunikacija s sličicami ali pa te druge oblike nadomestne komunikacije. Tako da je osrednji cilj metode izgradnja komunikacijskega sistema, da otrok lahko začne komunicirati s svetom, svojo okolico in tako na drugačen način, na bolj aktiven način vpliva in sodeluje v svojem življenju. Ker pa je OSHA, ta ameriška zveza za terapijo govora, za logopedijo, označila govor kot motorično disciplino in posledično apraksijo govora kot motnjo motoričnega planiranja, pa je dr. Elad Vajdi, ki je v svojem mladosti in otroštvu bil vrhunski športnik in je študiral fizioterapijo in se zelo ukvarjal s treningi in motoričnimi principi učenja, je v času svojega študija sodeloval z otroci, ki niso govorili, ki so imeli apraksije na motoričnem področju in na govoru, uspel združiti idejo principov motoričnega učenja, ki izhajajo iz športa, iz treninga vrhunskega športa, v sam govor, ki je motorična disciplina, zelo kompleksna, najkompleksnejša človeška motorična disciplina, ker je tako artikulacija zvoka je tako minimalna, v njej sodeluje več kot 100, v vsakem zvoku sodeluje več kot 100 mišic in je kot motorična disciplina zelo kompleksna. In zato se mu je zdelo logično, da iz športa povzame principe motoričnega učenja, ki jih bom razložila malo kasneje, in jih aplicira v govor in zato se je tukaj razvila ta metoda govorne terapije, ki izhaja iz čiste aplikacije motoričnih principov učenja. Najpogostejši pristop je bottom-up poleg top-downa in kaj to pomeni je, čeprav je v jeziku najmanjša enota smiselnega jezika beseda, je v govoru, ki je motorični aspekt jezika, najmanjša enota zvok, fonem. Nevrotipičen otrok, ki se uči govoriti, štarta na besedo in skuša povedati celo besedo. Na začetku je ne zmore, ampak njegov cilj je cela beseda in s časoma je sposoben artikulirati besedo tako, da je beseda razumljiva in še bolj s časoma, da je beseda dobro razumljiva.
V primeru apraksije ali pa dispraksije, odvisen od stopnje težavnosti, od stopnje velikosti izziva, je pa zadeva predaleč, prevelik izziv, da bi otrok lahko štartal na besedo in tja tudi prišel, to tudi dosegel. Zato mu v največjih primerih pomagamo iz bottom-up approachom, da ga začnemo učiti vse potrebne elemente, ki jih potrebuje za artikulacijo zvoka, potem preidemo na samoglasnike, na soglasnike, na zloge, na foneme in šele potem, ko je sposoben motoričnih teh prvin zlaganja več zlogov skupaj, šele potem gremo na besede. Zato je tudi sama metoda temelji na motoričnih vzorcih, kjer začnemo s senzoriko, s kontrolo artikulatorjev, kontrolo usnic, kontrolo jezika, veščino imitacije, da otrok razume, ko mu mi nekaj pokažemo, kako to ponovi, ker niti slučajno ni samo po sebi pomembna veščina, veliko otrok je enostavno ne zna, ne zapopade. Kontrola pihanja, ki je tudi ni samoumevna, ker je vsak izrečen zvok, izrečemo z izdihom, s tem forced experiment in vse te predverbalne faze moramo tlakovati pot, na katere potem gradimo same zvoke gor. Zato je bottom-up v največjih primerih uspešnejša kot top-down, ker če bi se top-down že zgodil, do takrat, ko otrok pride do nas, bi se že zgodil. Glede na to, da se ne zgodi, gremo z druge strani, tako da gradimo na toliko majčkenih korakih, na toliko majhnih stopinjah, ki jih je otrok še sposoben doseči. Čisto zelo na hiter. Vizija Yale centra za VML metodo je približati znanje te metode vsem, ki bi imeli lahko od nje korist. S tem se ukvarjajo že več kot 25 let in nenehno nadgrajujejo in razvijajo in spreminjajo samo metodo. Veliko delajo na grajenju mednarodne, po celem svetu mreže VML terapeutov, ki se med sabo povezujejo, delijo izkušnje, dobre prakse in tako naprej. Želijo postati svetovno središče znanja, razvoj za terapije za otroško apraksijo govora, childhood apraxia of speech. In njihov glavni cilj je s svojim pristopom, s svojimi uspešnimi primeri spremeniti ustaljene terapevtske prakse v primerih otroške apraksije govora. Kot sem prej omenila, je del večje metode terapevtske, ki je MDT, Multidimensional Therapy, in njihova vizija je, da se skupina terapevtov povezuje preko case managera, ki zaenkrat še ni ustaljena praksa, zaenkrat so to še starši, da nek tak case manager povezuje vse pristope, katerih je otrok deležen, da se vsi pristopi z vseh strani, tako medicinski kot vsi ostali specialistično terapevtski, povezujejo za najboljšo dobrobit otroka in se pomaga tako otroku in družini. Prej sem omenila, da metoda temelji na večplastni množici veščin, ki jih terapevt obvlada in In te metode, oziroma te množice teh veščin se začnejo z evalvacijo in analizo. Ko dobimo otroka, se najprej posvetimo zgodovini in skušamo razumeti, kje je prišlo do ovir, da razvoj ni šel nevrotipično naprej in kje so te ovire in kako te ovire odstranjujemo, da bo napredek stekel, in po drugi strani, kaj otrok potrebuje, kje so vrzeli, ki jih moramo zapolniti, da se mu zapolnejo luknje v njegovem znanju, v njegovih izkušnjah in vsem, kar organizem in celoten sistem potrebuje, da bo sposoben govora. Ena izmed teh velika množica v tem delu mozaika so, kot sem že prej omenila, načela motoričnega učenja, ki pomagajo pri učenju gibalnih vzorcev, ki so potrebni za govor in izhajajo iz športa, jih bom pol na hitro naštela. Ta modra kroglica od tehnike, čisto manualne tehnike, kako otroku pomagamo pri artikulaciji zvoka, da ga speljemo iz stranskih poti, ki ne vodijo pravi zvok, v pravi zvok. In še ena izmed takih množic so terapevtska načela, ki pa so principi, ki pomagajo oziroma vodijo terapevta, kako svojim pristopom pomaga otroku zgraditi okolje, v katerem bo lahko funkcioniral na psihološki, mentalni, čustveni ravni, ki je najprimernejša za razvoj in učenje, ki jih bom pa tudi na hitro razložila. Najprej terapevtski principi,
To je, kako terapevt s svojim obnašanjem, svojim videnjem stvari, svojo energijsko prisotnostjo pomaga graditi okolje, v katerem otrok lahko najbolj prosperira. Glavna izmed teh je ideja platforme, da otroka vključimo v igro, da je v njegovem ospredju zavedanja in v ospredju njegove izkušnje igra, v kateri se igra in je navdušen in v kateri imamo mi vlogo aktivatorja te igre, da zgradimo otroku motivacijo, kdaj od nas nekaj hoče, da v tej igri vztraja še naprej in da se ima tako fino, in takrat zgradimo njemu motivacijo in razlog, zakaj se na našo prošnjo sploh odziva. In potem v to platformo poredko posejemo prošnje, ki so vaje, ki so program. Se pravi, da ni naš pristop do otroka samo prošnja na prošnjo, na prošnjo, na prošnjo, ampak so igra, prošnja. Da se otroku prošnja zgodi čist mimogrede in zaobide njegovo trenutno izkušnjo, ki pa je igra, in ker je otrok vpleten v igro, je in dobre volje in navdušen in nima potrebe po grajenju obrambnih mehanizmov in tako naprej. Potem pa so še, kako spremljamo otrokove energijske ravni, kdaj otrok rabi odmor, kdaj je otrok na vrhuncu svoje energije, kako z njim gradimo odnos zaupanja, da nam otrok zaupa, da se nam lažje preda, da od nas ne beži, ampak k nam teče, kako strukturiramo vsako posamezno seanso, da najboljš poteka. Teh je seveda zelo veliko. Kako delamo na prelomni točki, ki je otrokova polje, kjer se mu stvari začnejo dogajati, kaj ni prelahko in kaj ni pretežko, tam, kjer je njegova prelomna točka znanja. Kako smo do otroka proaktivni in nereaktivni, kako ga mi sprašujemo, ne odgovarja in ne se pustimo njemu voditi, ampak mi njega vodimo skozi igro, da ga v bistvu z njegovimi idejami prehitimo in tako naprej. Teh je še več, kot je tukaj naštetih. In kot obljubljeno motorični principi učenja, ki pa izhajajo iz športa, in vsi, ki se ukvarjate s športom in ste bili kot otroci ali pa še vedno vključeni v šport, vam bojo te več znani in se ukvarjajo s čist, kako naš sistem, naš nevrološki sistem, naši možgani gradijo motorične veščine od začetnih do avtomatičnih. In teh je seveda spet ogromen, tle so našteti ta najbolj pogosto našteti oziroma ta najbolj pogosto uporabljeni. In v teh principih, motoričnih principih učenja v bistvu temelji osrčje te metode, ki pomaga otroku, ki zaradi apraksije in pomanjkanja oziroma oslabšenega motoričnega planiranja ne more priti do nekega zvoka in pomaga s temi gradniki motoričnih veščin in pomaga zgraditi vse osnove in vse stopničke do tega, da je sposoben ta zvok povedati. To pomeni, kako je učenje razporejeno, kdaj je masovno, kdaj je distribuirano, kdaj se ukvarjamo z eksplicitnim, kdaj z implicitnim učenjem, kdaj delamo na celotnem zvoku, kdaj delamo na delom zvoku, kdaj delamo na predverbalnih fazah, kdaj delamo na govoru in tako naprej. Prej sem že omenila bottom-up za razliko od top-down approacha. Te vsi parametri oziroma te vsi principi učenja so sami po sebi zelo kompleksni in jih je ogromen, ampak sam toliko za poskus, za poskušino je smiselno oziroma pomembno razumeti, da so gradniki oziroma principi, ki pomagajo sistemu razumeti gibalne vzorce, ki otroku pomagajo izgovoriti, artikulirati zvok in kasneje povezovati zvoke v zloge in kasneje zgraditi motorično kompleksnejše zlogovne sintakse in tako naprej. Za več informacij in za več predstavitev nas lahko obiščete na našem YouTube kanalu, Center za YouTube kanalu, kjer je predstavljeno več filmčkov, na naši spletni strani centerza.org ali pa centerza.com, kjer so predstavljene vse naše metode, kjer so tudi predstavljeni filmčki in tako naprej. Na spletni strani Jael centra, kjer so na voljo tudi spletna izobraževanja in spletne konzultacije.
tudi jasno, metoda je bolj razložena, organiziramo tudi strokovno izobraževanje za govornega terapevta, kjer zelo podpiramo idejo, da starši postanejo otrokovi terapevti, ker mu tako omogočijo pogostejšo vadbo in ko starš razume vse ozadje terapije, je celi družini lažje s to terapijo napredovati. Tako da zato starše, ki pri nas obiskujejo to metode, zelo spodbujamo, da se udeležijo teh predavanj oziroma teh strokovnih izobraževanj. Sledite nam lahko tudi na Facebooku, kjer objavljamo vse dogodke. In kot sem že prej omenila, na YouTube je več filmčkov, ki so izobraževalne narave in si lahko pogledate v globjo podrobnost vse te naše principe. In za čisti konec, naši kontakti, najdete nas na teh naslovih, na Mokrški ulici 16C v Ljubljani. Pišete mi lahko na info@centrza.com ali pa me pokličete na moj telefon, ki pa tudi tukaj naveden. Tako, hvala lepa. Hvala. Mogoče samo še eno vprašanje. Povejte. Glede na to, da smo danes vse uvodoma prek Zorana Drnovška govorili tudi o Rensu. Ja. Je vaša družina kakorkoli povezana tudi z Rensom? Ja, probali smo več stvari, ena izmed njih je tudi bila Rens. V bistvu smo probali več različnih stvari Rensov, punčka je bila na tej kelaciji Rensa, mi ostali smo uporabljali ta Rens za zdravljenje virusnih okužb. Tako da smo ena izmed stvari, ki smo jih probali, je bila tudi Rens. In tudi z vsemi starši, ki pridejo, delim svojo izkušnjo, kje so bili izzivi, kje so bili napredki, kakšna je bila naša izkušnja. In ja, smo probali. Še vedno probavamo. Še enkrat. Z nami je pa tudi Katja Šergan Božič, ki pa ima nekaj več izkušenj z Rensom, tudi mati sina z avtizmom, pa soustanoviteljica Društva za avtizem Dan. Pa Katja, glede na to, da se že dolgo poznava, se ti kar predajam besedo. Prosim. Hvala lepa, Igor. Res je, poznava se že zelo dolgo. Bom rekla, od samih začetkov, ko se je društvo ustanovilo, pravzaprav z namenom, ker sem, kot si povedal, sama imela oziroma imam avtističnega sina, se pravi z namenom pomagati mu. No. Kot vemo, pri nas v Sloveniji, tudi po svetu, ni bilo veliko možnosti zdravljenja. Poznamo sicer specialno pedagoške pristope, ki jih tudi predlagajo, sicer tudi preko klinike predpišejo, ampak problem je, da pri otrocih s težkimi oblikami avtizma ti specialno pedagoški pristopi niso učinkoviti oziroma niso dovolj učinkoviti, preprosto, ker takšen otrok ni sposoben sodelovati. Ni očesnega kontakta, je hiperaktiven, ne more obsedeti na enem mestu. Zato sem pač se stvari lotila na en drug način, kot je že povedal gospod Zoran, z biomedicinskim protokolom. Se pravi, smo testirali urin, blato, lase. To so v bistvu takšne provedke, kamor se zbere ali blato ali urin, to se odpošlje v laboratorij v Ameriko, kjer so specializirani laboratoriji za te zadeve, kjer se to testira. Tudi seveda lasje, tudi kri za, bom rekla, netolerance oziroma alergije. To so preiskave, katerih pri nas ne delajo, ker pač nimamo specializiranega laboratorija oziroma niti ne opreme, niti ne zdravnikov, kateri bi lahko interpretirali takšne izvide. Je pa strokovni kolegij za laboratorijsko diagnostiko že leta 2009 potrdil reference teh laboratorijev, tako da mislim, da smo šli po pravi poti, tako da je tudi društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2005, od začetka, bom rekla, na podlagi svojih lastnih izkušenj, delilo te izkušnje in prenašalo naprej informacije v želji, v upanju pomagati našim otrokom. Tako bom rekla, moj sin je star danes 20 let, mi smo tudi uporabniki Rensa, odkar sva, bom rekla, z Zoranom preko tebe vzpostavila kontakt. Če bi se poznali že prej in verjetno, če bi Rens že prej obstajal, bi mi to že prej začeli in verjetno bi napredki šli še hitreje naprej.
Je pa stvar v tem, da danes otrok sedi tamle med publiko, zdajle, bom rekla, v času predavanja že skoraj 2 uri, lepo sedi, obsedi, je priden in to je nekaj, kar si ne bi mogla nikoli predstavljati. V bistvu, jaz sem že zmagala. Seveda so stvari, ki so še potrebne dodelati, mi še vedno delamo, ne? Še vedno te stvari, katere sem omenila, redno kontroliramo. Tudi gospa doktor je povedala prej, da v času kelacije je potrebno redno izvajanje laboratorijskih preiskav, tako tudi mi podobno na takšen način v času razstrupljanja sicer naravnega protokola, ki ni tako nevaren in ga lahko sami starši izvajamo doma, ker gre pač za naravno stvar. Tudi delamo te laboratorijske preiskave, se pravi vzorčke las, pošiljamo v laboratorij v Ameriki in na ta način sledimo nivojem mineralov in pa izplavljanju težkih metalov. Zelo pomembno je v bistvu pri razstrupljanju, kot je tudi gospa doktor povedala, nivo dobrih kovin, ne? Ker hkrati s težkimi metali se tudi v bistvu minerali izločajo iz organizma in če otrokovo telo ni v ravnovesju oziroma če ima primanjkljaj mineralov, tudi pride lahko do nazadovanja. Zato je res, bom rekla, potrebno, pomembno, redno kontroliranje, laboratorijsko kontroliranje, enostavno iz razloga, da vidimo napredke in da tudi iz zdravstvenega vidika spremljamo, kaj se dogaja v otrokovem organizmu in da je pač otrok ves čas na optimalni terapiji, ne. Jaz bi morda na kratko povedala še nekaj. Kristjan je tudi imel do sedaj že 3 operacije z izvornimi celicami. Prva operacija z izvornimi celicami je bila leta 2014. Napredki so bili res ogromni na vseh področjih. Problem pa je bil, oziroma je še morda v manjšini, da je imel v organizmu precej aluminija. In ker je imel v telesu aluminij, je seveda aluminij uničeval njegove celice, njegove lastne in tudi pač te izvorne, katere so mu brizgali z operacijo. Zato seveda v nekem času po operaciji je začel ponovno nazadovati in smo ponovno začeli razmišljati o drugi operaciji in potem še o tretji. In midva z Zoranom sva po nekem naključju, čeprav morda ni naključje, ker vse naključje, ne, se srečala v trenutku, ko je bilo to, bom rekla, res najbolj potrebno, vzpostavila stik in takrat po drugi operaciji z izvornimi celicami začela z rensom, se pravi tudi začela na hitro izplavljati aluminij iz njegovega organizma. Rezultat tega pa je bil takle, bom kar pokazala in tudi povedala. To je ADOS, lestvica, katero so opravili pri otroku, testiranje na Dunaju, pred operacijo z izvornimi celicami. In tukaj je po tej ADOS lestvici dosegel 8 točk, kar je težja oblika avtizma. In potem po rensu, ko smo se pač vrnili naslednje leto na še eno operacijo, ampak pred operacijo z izvornimi celicami, se pravi izključno po tem protokolu RENS, stopnje 3, izven avtizma. Jaz mislim, da to vse pove, ne samo izvidi, kot je že gospod Zoran povedal, so normalni, ampak tudi enostavno otrok, ki sedi tule. Seveda so še razvojni zaostanki, predvsem na področju govora, delamo tudi na teh stvareh, ampak smo premaknili meje nemogočega in jih še premikamo. In za konec bi pokazala še tole. To so pa njegovi izdelki, katere on izdeluje. Mogoče bi lahko tudi Kristjan sam pokazal. Kristjan, pridi. Prosim, pokaži, ker tukaj pridi. To si ti naredil, pokaži, kako to funkcionira. Lahko se pa tudi usedeš za trenutek. Pokaži. Dvigni, da se bo videlo. Tukaj, da vidijo.
Tako da to so origami izdelki, izgleda zelo preprosto, ampak vam povem, da ni, da jaz kaj takšnega ne bi znala narediti, čeprav ga opazujem dlje časa. In tudi on v bistvu je porabil nekaj časa, da se je naučil, ampak se je naučil in zna. In enostavno to je to. Sem hvaležna za to, da smo danes tukaj, kjer smo, da smo dosegli to, kar smo, da še vedno gremo naprej, hodimo po tej poti, skupaj premikamo meje nemogočega k mogočemu in pomagamo tudi vsem ostalim. Hvala. Katja, če si zaključila, se pa jaz potem tudi poslavljam, se zahvaljujem za vašo pozornost, vsem predavateljem, za vse, kar ste povedali. Kristjan, tebi pa tudi za potrpežljivost in prej sem ti Rubinovo kocko fajn pomešal in ti si jo sestavil na novo. Hvala še enkrat vsem, pa se vidimo spet na kakšnem drugem naslednjem predavanju.